V današnjem Pomurskem dnevniku. V čelnem trčenju Pomurec izgubil življenje. Subvencijo občine, nižje položnice. V petek druga sočna vilica. Policisti oblikovali stavkovni odbor. Vreme jutri bo pretežno jasno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Današnji Pomurski dnevnik začenjamo s tragično novico. Malo po 6. uri zjutraj je prišlo do hude prometne nesreče v naselju Pertoča. Čelno sta trčila tovorno ter osebno vozilo. Pri hudem trku je 22-letni voznik osebnega vozila na kraju umrl. Policisti so bili danes malo po 6. uri zjutraj obveščeni, da se je zgodila tragična nesreča. Obveščeni smo bili preko samega udeleženca in sicer je okrog 6-9 ure poklical na OKC, kateri je napotil patruljo postaje prometne policije na kraj. Na kraju je bilo ugotovljeno z ogledom kraja prometne nesreče, da je voznik osebnega avtomobila vozil po regionalni cesti iz smeri naselja Rogaševci v smeri naselja Cankova. V levem blagem ovinku v naselju Pertoča je zaradi vožnje po nasprotnem smernem vozišču trčil v vozečo tovorno vozilo. Po trku je vozilo obstalo na cesti, tovorno vozilo pa je zapeljalo na bližnjo njivo. Na kraj dogodka je prispelo tudi 8 murskosoboških prostovoljnih gasilcev z 2 voziloma. Smo nemudoma izvozili z 2 voziloma, kajti tudi tovorno vozilo je bilo udeleženo, je bilo možnost kaj še večje nesreče in seveda, ko smo s prvim vozilom prišli na kraj intervencije, tam so bliže tudi policisti in pa reševalci in žal je bilo že ugotovljeno, da je oseba, ki je bila v osebnem vozilu, podlegla poškodam v vozilu in na kraju nesreče. Da ni bilo več moč pomagati, je huda izkušnja tudi za prostovoljne gasilce. Vsekakor je hudo, najhujše je še pa takrat, ko pridejo svojci zraven na prometno nesrečo in potem je to še zelo hudo, se pravi, pač svojci so le svojci, čustveno je potem to zelo boleče in je to hudo. Tudi za nas gasilce moram povedati, da je takšna stvar, ko je tragična, zelo hudo, mislim, nekako se počutimo, pač nekako, da nisi mogel pomagati, to nekako v sebi, ampak ni bilo več pomoči, ker je oseba pač na kraju podlegla in ne moreš pač nič pomagati. Več ur je ostala cesta zaprta zaradi prelaganja tovora in odstranitve tovornega vozila s kraja. To je letošnja prva smrtna žrtev na območju policijske uprave Murska Sobota. V enakem obdobju lani sta za posledicami prometnih nesreč umrla 2 udeleženca. Svetniki so se včeraj na predlog svetniške skupine Modre liste Antona Štihca, svetniške skupine SDS in ostalih sopodpisnikov sestali na izredni seji, na kateri so razpravljali o stroških za odvajanje in čiščenje padavinske vode. Po mnenju svetnika Štihca so cene nesorazmerno visoke v nasprotju z drugimi občinami po Sloveniji, kar je predstavil na primeru tabele, ki jo je pripravil eden od občanov. Po besedah svetnika Štihca je dejstvo, da je odlok o stroških predlagal župan Aleksander Jevšek. Da bi občanom zmanjšali račune, ki jih plačujejo za tako imenovan davek na dež, so svetnikom predlagali, da se trenutno veljavna cena za odvajanje in čiščenje padavinske vode zniža za 80%. Kot so pojasnili na občinski upravi, so lani na podlagi državne uredbe, ki od občin zahteva ureditev tega področja, pripravili elaborat, ki ga je mestni svet septembra lani sprejel in potrdil. Tako je mestna občina Murska Sobota prešla v sistem ločenega obračunavanja, odvajanja in čiščenja padavinskih voda. To je pri občanih, ki odvajajo padavinske vode v mešan kanalizacijski sistem, povzročilo višje stroške, medtem ko so drugi plačevali manj. Na občini so poudarili, da so sledili navodilom države, da so cene izračunane po predpisani metodologiji in da so v skladu z zakonom in državno uredbo. Sicer pa naj bi bile cene komunalnih storitev v Murski Soboti med višjimi že pred potrditvijo lanskega elaborata, kar gre pripisati predvsem preteklim odločitvam. Čiščenje je pri nas deloma dražje napram ostalim občinam, predvsem zaradi koncesije.
V tej koncesiji, kar se tiče Petrola, za čiščenje, se pravi, teh voda, je bilo že tudi pred to govornico že mnogokrat dosti govora, ampak dejstvo je, da je vsem poznano, da leta 2002 je mestna občina pristopila k tej koncesiji, da je koncesija nedvomno dražji način investicije, kot če jo izvede mestna občina z lastnimi sredstvi, saj zasebni partner zasleduje, da se pravi vložek, ki ga je vložil v čistilno napravo, skozi določeno obdobje z nekim donosom, torej z nekim dobičkom povrne. Nenazadnje se to pozna tudi na naši položnici. Drugi razlog je, da je čistilna naprava kot taka predimenzionirana. V času, ko se je čistilna naprava projektirala, načrtovala, je še delovala Mura, delovala je Pomurka, delovalo je kar nekaj gigantov, ki so bili tudi veliki uporabniki čistilne naprave. Hkrati se je takrat verjetno načrtovalo upravičeno v upanju, da bo gospodarska rast neskončna, da bo tudi v Sojc prišlo kar nekaj močnih gospodarskih subjektov, ki bodo še dodatno obremenjevali čistilno napravo. Zdaj izkazalo se je, da v Sojc ni prišlo toliko takšno število subjektov, koliko se je pričakovalo, izkazalo se je, da so zmes giganti propadli, kar pomeni, da so se fiksni stroški razdelili na manjše število uporabnikov. Posledično je strošek višji za občana oziroma za gospodinstvo. In tretji razlog, zakaj je naša čistilna naprava dražja napram ostalim občinam, ko se je načrtovalo, se je odločilo za nadstandardno tehnologijo, torej za tehnologijo, ki zagotavlja najvišji nivo čiščenja v Sloveniji. Naša čistilna naprava ima poleg tercialnega čiščenja še čiščenje odpadne vode s peščenimi filtri in dezinfekcijo. Na koncu so svetniki glasovali o 5 sklepih. Sklep predlagateljev, da se cena za odvajanje in čiščenje padavinske vode zniža za 80%, svetniki niso podprli. So pa soglasno podprli predlog občinske uprave, ki je predlagala, da od 1. junija letos 100% subvencionira ceno omrežnine za izvajanje storitev odvajanja in čiščenja padavinskih voda, kar pomeni, da se bodo občanom, ki imajo mešan sistem, položnice znižale za 4 evre. Ta sklep bo v veljavi do potrditve nove cene za izvajanje omenjene storitve. Sklep predlagateljev o tem, da se na naslednji seji obravnava in sprejme nova cena za odvajanje in čiščenje odpadne vode, so svetniki sprejeli. Prav tako pa so potrdili tudi sklepe mestne uprave, ki je predlagala, da na septembrski seji mestni svet obravnava in potrdi elaborat o novih cenah teh storitev, ter da občina prične pogovor s koncesionarjem in preuči možnost znotraj obstoječih pogodbenih obveznosti. Če je bila prva sočna vilica pred 2 tednoma v znamenju pomladnega prebujanja, bo ta v petek, ki je pred nami, obarvana s šparglji, čemažem in jagodami. Na Slovenski ulici bo torej spet zadišalo. Deževna otvoritev druge sezone sočne vilice, ki jo je krasila streha pisanih dežnikov, smo že skoraj pozabili, okusi so zbledeli in prosijo po še. Pred vrati je tako nov, tokrat sončni petek, ko se boste na Slovenski ulici lahko prepuščali domišljiji izbranih kuharskih mojstrov. Pripravljajo vam slastne jedi, kreirane s 3 značilnimi pridelki pomladi, in sicer šparglji, čemažem ter jagodami. Poleg starih znancev se bosta med 10:30 in 20 uro predstavila tudi 2 sočna novinca. Na uličnem kulinaričnem razvajanju bodo za vas kreirali restauracija Maksimo, Hotel Zvezda, gostilna Novenjak, Korenika in premierno Simpel. Tako obljubljajo oblečeno svinjino v družbi čemaža, korenikine vlivance, špargelj burger, pozelenele tagliatele, Simpel njoke, sajavi burger, jagodni cheesecake, jagodni skok čez plot in drugo. Poleg odlične hrane se bo predstavila tudi vinogradniška družina Kos iz Jeruzalemskih goric. Cel tanker piv pa bo na ulico zapeljal tanker. S sladko novostjo iz Španije se bo predstavil sam churros. Več o dogodku, ki bo tradicionalno potekal pred hranilnico prekmurskih dobrot na Slovenski ulici, si lahko ogledate na spletni strani www.socnavilica.si ali na njihovi Facebook strani. Policijski sindikat Slovenije se je zaradi nespoštovanja zavez vlade včeraj preoblikoval v stavkovni odbor. Do 1. maja naj bi se namreč vlade sindikata dogovorila o odpravi anomalij oziroma ustrezni uvrstitvi v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju, pa tega ni storila.
To še posebej velja za delovna mesta plačne skupine J, delovna mesta iz dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010 in za delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb. Vlada je iz predloga za odpravo anomalij neupravičeno izvzela širok nabor nedvomno plačno podhranjenih delovnih mest strokovno-tehničnega osebja na Ministrstvu za notranje zadeve in v policiji. Istočasno pa pri odpravi anomalij povsem izključila policiste, so zapisali. Zapisali so tudi, da vlada istočasno v drugem uniformiranemu poklicu, ki ni nikakor primerljiv s poklicem policista, pripravila nabor zakonskih sprememb, ki bodo prinesle celo do 40% povišanje plač na tej poklicni skupini. Če bo treba, bodo v policijskem sindikatu tako prisiljeni napovedati stavko zaposlenih na notranjem ministrstvu in v policiji, ter tako zaščititi pravice zaposlenih. Policisti ne pristajajo na ponovno izenačevanje policistov z drugimi poklici. Poklic policista se po njihovi oceni namreč, glede na pooblastila in odgovornosti, ki jih prinaša, ne more primerjati z drugimi poklici, kot je recimo vojak. Ti namreč zahtevajo izenačitev svojega statusa s policijskim. V Sindikatu vojakov Slovenije pa opozarjajo, da je status vojaka le v Sloveniji slabše ovrednoten od statusa policista. Včeraj je bilo pestro pred mariborskim Štukom, Pomurju najbližjemu študentskemu kampusu, kjer so že 37. leto zapored organizirali lampijončke. In sicer na zelenici predstavbo, kjer se nahajajo kar 3 fakultete: pedagoška, filozofska in fakulteta za naravoslovje ter matematiko. Pod vodstvom in okriljem študentske organizacije Univerze v Mariboru so lampijončki največji študentski dogodek na Štajerskem, če ne celo v Sloveniji. Združujejo zabavo, igre, piknik, koncerte in vse lepo, kar paše zraven. Lampijončki veljajo za simbol tradicionalnih študentskih iger in predstavlja največji projekt organizatorjev Show. Organizatorji vsako leto zagotavljajo pester družabni program. Od 8 do 18 ure na zelenici ob fakultetah poteka piknik in študentske igre. Organizator je letos vsem udeležencev zagotovil ekopribor, kozarce, vilice in krožnike, ki so jih prejeli ob vstopu na piknik. Simbolični prispevek v višini 3 evrov pa bo namenjen pokritju manjših stroškov čiščenja celotnega prireditvenega prostora. Letos so v večernem delu na glavnem odru Luka in Tomaž, Cover Lover, zmagovalna skupina Show Rock 17, Za, Magnifico in legendarna Bigfoot Mama. Prav tako je bilo v Štukovi kavarni v večernih urah poskrbljeno za elektronske ritme vse do jutranjih ur v družbi DJ-jev. Vsako leto se dogodka udeleži več kot 15.000 mladih iz celotne Slovenije. Hiša družine Berglec iz Zgornjega Lakoša, ki je grozil rubež, je ob pomoči regije končno v lasti matere in hčere. Več o srečnem razpletu si lahko preberete na spletni strani www.sobotainfo.com. Mi pa si oglejmo še kratke novice. Danes smo imeli predvsem lep sončen dan. Kaj bo jutri oziroma kakšen konec tedna nas čaka, si oglejmo v podrobnejši vremenski napovedi. Danes smo imeli pretežno jasno vreme. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 21 stopinj, v Murski Soboti in Radencih 22, najtopleje pa je bilo v Lendavi s 23 stopinjami. Jutri bo pretežno jasno, ponekod bo pihal šibak veter južnih smeri. Temperature zjutraj bodo v Murski Soboti in Mariboru med 9 in 10 stopinj, dnevne se bodo povzpele do prijetnih 26 stopinj Celzija. V petek se bo nekoliko pooblačilo, a do večera bo predvidoma še brez padavin. Pihal bo jugozahodni veter. V noči na soboto bo pričelo deževati, vmes bodo tudi nevihte.
V soboto bo občasno deževalo, zvečer bodo padavine od zahoda ponehale. Temperature v naših krajih bodo zjutraj okrog 12 stopinj, dnevne se bodo povzpele vse do 27. Toliko za danes. Z vami bomo tudi jutri. Medtem si lahko gledate tudi našo spletno stran www.tvideja.si. Lep preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.